iz voce. Južine Afrike. Dobro jutro. Dve stvari. Prva je malo bolj resna, ta druga bo pa verjetno, tako se mi zdi, precej smešna. Zdaj, resno je tako, veš, Facebook je spremenil ena pravila oziroma parametri, ki določajo, kako pa kdaj, pa predvsem komu se pokaže določena vsebina. V mojem primeru valjda vlog Komotra minuta. In to pravzaprav pomeni, da Komotra minuta zadnje dni ali pa rečemo zadnji teden ali pa dva doseže veliko manj ljudi, kolikor jih je prej. Zdaj, to so stvari, na katere jaz niti približno ne morem vplivati, lahko pa pravimo nekaj narediti. A veš, kaj se ti odločiš oziroma zbereš, da boš nekoga lajkal, pa lahko tudi označiš, da ga boš sledil. Takole. Naknadno pa lahko zbereš, pri tistem, ko si se odločil ga slediti, da se ti njegova objava pokaže kot prva. Verjetno kot prva, ali pa med prvimi. V glavnem pokaže se ti. Čeprav mislim, da tudi to ne deluje najboljše. Imamo pa še eno drugo alternativo. Druga varianta, kako se lotiti tega problema, pa da je, da prešaltaš na YouTube. Se veš, da vedno vzporedno s Facebookom Komotra minuto dajem še na YouTube. Ker zatem pa fiks vem, da če se naročiš, pa tudi vedno, ko jaz kaj gordan, dobiš obvestilo na mail, pa to veš na telefonu, na računalniku, nima veze. Pa še eno drugo stvar, vedno pozabim poudariti, moj Instagram account ponavadi zelo pogosto uporabljam za to, da nanj šopam storije. To je v bistvu behind the scenes, kaj se dogaja, ko jaz kaj počnem oziroma kako Komotra minuta nastaja. Tako, če te kaj takega zanima, piči na Instagram, pa boš pa videl, kako izgleda za kulisje. Pa še ena stvar, če misliš, da bi tale video oziroma to, kar sem ravnokar povedal o sledenju pa prikazovanju mojega vloga, koga utegne zanimati, zdaj ali share ali pa označ folk, tako da se razve. Bi bil ful vesel. Hvala. A ja, kaj je ta druga, ta hecna stvar? Monster Girls bom probal naučiti govoriti po slovenski. A Monster Girls veš, kdo so? Vidiš to? To so Monster Girls. Ja, pa nisem sploh še povedal, ne? Danes je nedelja, race day, nobenih kvalifikacij, nobenih treningov, danes gre za res. Kaj sem se zdaj spomnil, se sploh še nisem nič povedal, ne? Kdo je ta hiter, kdo je mar počasnejši, kakšne so razlike med avti, ki so gnani na zadnja kolesa ali pa na vse štiri. Če zelo poenostavim, ta najhitrejši s štirikolesnim pogonom pridejo okrog proge tam v dobrih 55 sekundah, ta najhitrejši z zadnjim pogonom pa ta malo odstopa od drugih je pa v okrogli minuti naokoli. Drugače pravila glede avtomobilov, zmogljivosti, nastavitev, pravil ni. Gužva za srečance z driverji dobiti njihov podpis nenormalno. Kako je voziti s volanom na desni? Čudno malo, ali privikal sam se. Napreden se dirke začne, pa še parada. Just on live stream, then also going to be on Super Sport, so we hope we're going to have lots of viewers here today. Johan Kristoffersen, most recently being crowned 2017 FIA Rallycross champion last weekend in Cape Town. David Kurjat, stara Toyota Corolla proti novemu Mustangu, smer proti, poglej. Si videl zdaj to? Ni vedno underdog, pa favorit. No zdaj pa še preden se vse konča, tekmovanje pičim na letališče, zato ker je cajt, da grem tam. Mi bojo pa sporočili, kdo bo na koncu zmagal, čeprav se veš, gledaš 3-4 dni, kaj se dogaja, pa se ti že pol malo dozdeva, ne. To je ta najhitrejši. Doma sem. Punce čakajo. Hi, I'm Wendy Lejanine. My name is Noxzima. My name is Nicole. Hi, I'm Danny. What's your name? Amber. Whenever you're ready. Okay. So you got them sorted out? Fantea paponce kakoste. Pošiljamo vam Lepe pozdrave. Iz voce. Južine Afrike. Glej komatar, minito se naprej.